Današnji dan je dan odprtih vrat vojašnice Vipava. Ta dan smo združili istočasno z vpoklicom oziroma seznanitvijo z vojaško dolžnostjo fantov letnika 95 iz obeh občin, to se pravi občine Vipava in Ajdovščina. Moram reči, da so fantje pripravili prijeten prihod. Prišli so z enkratno okrašenimi vozovi, ki nekako ohranjajo tradicijo te seznanitve, z dolžnostjo vojaško in istočasno je nekako tudi prikazano s tem to pravo domoljubje, ki naj bi ga gojili tudi skozi tradicijo. Verjamem, da bomo to uspeli ohraniti predvsem na tem območju in upam, da bo to nekakšen vzor tudi mogoče za kakšne druge občine po Sloveniji. To je pa tradicija iz nabora vojakov, je že zelo stara tradicija in obudila se je nekaj let nazaj in zdaj poskušamo to vzdrževati, malo kulturo, druženje. Tu pa delamo fantje, ki smo stari 18 let in sami se zorganiziramo in tu naredimo. Fajn je, da se povežemo skupaj en žur, tako prej, ko gremo vsi narazen. In pač smo približno 10 dni intenzivno, vsak dan nekako od 2 popoldne pa do 10 zvečer. V letošnjem letu bomo v okviru seznanitvah seznanili z vojaško dolžnostjo, z pravicami in dolžnostmi nekaj več kot 1100 pripadnikov oziroma vojaških obveznikov z področja naše uprave. Danes jih imamo na seznanitvi 117 iz občin Ajdovščina in Vipava, ki so se na seznanitev zglasili z 8 nabornimi vozovi oziroma so prišli tudi na Visto, tako kot tukaj pravijo temu domačini. Mislim, da s tem ohranjamo eno lepo obliko življenja in pa tradicije, ki je spremljala slovenski narod in slovenske fante v okviru vojaške dolžnosti skozi zgodovino. Prvo mesto, letnik 95, Skrilje Kamnje. Veseli smo, ne Skrlani. Jaz sem zdaj predstavnik Skrivske mladine. Videli ste prvo mesto, delili smo ga zdaj dober teden še več, skozi do jutra. Jeli, pili, naredili polkno, zmagali, veseli smo, ne vem, ne manj kaj reči, no. Veselite se. Dan odprtih vrat je predvsem namenjen za informiranje mladih o tem, kaj vojaški poklic je, kakšno opremo slovenski vojski imamo in kakšne v bistvu naloge slovenski vojaki opravljamo tako doma kot na misijah. Današnji dan bomo poskušali popestriti tudi z raznimi družabnimi aktivnostmi, ki so vezane tako na civilno-vojaško sodelovanje, kakor tudi samo predstavitev opreme, ki nam jo zagotavljajo tudi ostale enote slovenske vojske. Pričakujemo zmerno udeležbo glede na kraj, kjer v bistvu smo locirani in upamo, da bo to lep in prijeten dan za vse pripadnike slovenske vojske. Danes v vojašnici v Vipavi predstavljamo medgeneracijsko informativno družabno središče iz Ajdovščine. Predstavljamo se s svojimi izdelki. Naša ekipa pa sodeluje tudi v kuhanju golaža. V golaž tukaj smo dali meso, korenček, čebulo, malo česna, pa še neke začimbe take, ki mislim, da jih nobeden nima, ne? Da ne povemo. Ne povemo. In